Oddajo izjemoma začenjamo z bizarno novico iz jezikoslovja. Čeprav je do nedavnega veljalo, da beseda dom pomeni prostore, v katerih skupaj z družino kopičimo zaloge WC papirja in hrepenimo po kvasu, naj bi se čez vikend pomen te besede za nekatere iz neznanih razlogov spremenil v kjerkoli je sonce, po možnosti ob vodi. Zaradi tega nenavadnega lingvističnega zasuka so se ljudje iz številnih koncev Slovenije namesto na domači parceli pomotoma znašli na obali, Bledu ali Bohinju. Nekateri pa so novo definicijo doma prenesli celo na svojo registrsko. Lastnika vozila na sliki naj bi za Kranjčana izdala tako grb, kot tudi vožnja, ki je bila slaba še za BMW-ja. Čeprav je nenadna sprememba pomena besede dom prizadela zgolj peščico ljudi, je notranji minister Aleš Hojs že preskočil na pomoč in situacijo rešil tako, kot zna najboljše. Z novimi omejitvami za vse. Torej, ni več izletov na morje, ni več izletov v gore, ni več pohajkovanj ob Blejskem ali Bohinjskem jezeru, razen seveda, če ste tam stalno ali začasno prijavljeni. Ja, po novem vas sme iskanje vdiha in lepot narave popeljati le do občinske meje. Po neuradnih podatkih so mnenja o smiselnosti ukrepa precej deljena, povsem ga podpirajo prebivalci turističnih biserov, kot so Bled, Bohinj in Kranjska Gora, najodločneje pa mu nasprotujejo prebivalci Trbovelj. Spoštovanje omejitve gibanja na občine je sicer v ponedeljek začela preverjati tudi policija. In ne boste verjeli, nekateri z odlokom še vedno niso bili seznanjeni. Zdaj nisem več radija pa televizije imel odprte, pa nisem bil seznanjen. Ta gospod je dober dokaz, da imamo ljudje koronavirusa že dovolj in da zadev niti ne spremljamo več. Ali pa je dober dokaz, da policaju nikoli ne poveš čist po resnici. A ste kaj pil, gospod? Samo en kozarček. Zakaj ste šli pa tako hiter? Žena je rojeva. Kje pa je? Okej, 2 kozarčka. Poleg klasičnih izgovorov, ki vas med omejitvijo gibanja ne bodo obvarovali pred kaznijo, pa so tudi takšni, zaradi katerih vas bodo policaji dejansko morali spustiti. Razen, če ste povrh še pijani. Tako, recimo še vedno bomo lahko prišli v službo, tudi če se ta nahaja v drugi občini. Dovoljeno je tudi opravljanje kmetijskih dejavnosti, pa tudi k družinskim članom, ki potrebujejo nego oziroma pomoč, se bo s tem še vedno lahko odpravili. Se pravi, kaj je še rekel? Nekaj sem si mogel zapisati. Brez skrbi, še vedno se lahko torej v drugo občino peljete v službo, kar lahko policistu dokažete s potrdilom od delodajalca. Če pa tega nimate, pa vsaj z mrkim obrazom. Še vedno se lahko peljete tudi na polje, resničnost namena pa potrdite tako, da vozite traktor ali pa imate med obvezno opremo, poleg kompleta prve pomoči, odsevnika in varnostnega trikotnika, vsaj še motiko pa žakelj gnoja. Tako kot od zdaj pa boste lahko obiskali sorodnika, čemu morate pomagati. Ni pa povsem jasno, če kot pomoč šteje le pomoč dedku pri opravljanju vsakodnevnih opravkov ali tudi pomoč stricu pri odstranjevanju lanske letine. Vlada sicer ne izključuje možnosti, da se lahko ukrepi še zaostrijo. V primeru, da bi kljub vsem prepovedim ob nadzoru ugotovili večje število prekrškarjev, pa ni izključeno, da se bo ukrep še zaostril, kar bi lahko pripeljalo do tega, da bi za izstop iz stanovanja potrebovali posebno dovoljenje. Čakajte malo. Država je torej že zaprla gostilne, igralnice, striptiz klube, prepovedala je druženja in vsa športna tekmovanja. Zdaj pa grozi, da boš za izstop iz hiše potreboval posebno dovoljenje. Človek res ne ve več, a gre pri vsej stvari za zajezitev pandemije koronavirusa ali za simulacijo totalitarističnega sistema, v katerem vlada stranka histeričnih žena. Ne vem za vas, ampak mene ne presenetilo, če bo naslednji paket ukrepov vključeval tudi začasni suspenz seksa, dokler se vsi moški ne poboljšamo. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.